Oče Jakob, tisti mož, gospod dežele v Nilu, nam je rekel, pojdite in mi pripeljite svojega najmlajšega brata. Potem pa izpustim vašega brata Simeona. Ob vse otroke me boste spravili. Jožefa ni več, Simeona ni več. Zdaj pa mi hočete vzeti še Benjamina. Nič mi ni prihranjeno. Meni ga zaupaj, oče. Jaz ti ga pripeljem spet nazaj. Ne, Ruben, moj najmlajši sin ne pojde z vami. Če ga zadene nesreča na poti, po kateri boste šli, potem me bo spravila žalost v grob. Oče, lakota vedno bolj pesti našo deželo. Žito iz Egipta je pošlo. Sinovi moji, pojdite spet v Egipt in nakupite žita. Gospodar dežele nam je posebej zapretil, ne prihajajte mi več pred oči, če ne pripeljete s seboj najmlajšega brata. Oče Jakob, če si pripravljen pustiti Benjamina z nami, potem gremo in nakupimo žita, če pa ne, potem ne gremo. Juda, če že mora biti, storite takole. Vzemite s seboj najboljše pridelke, ki jih premore dežela, in jih dajte možu v dar. Balzam in med, cediko in smolo, orehe in mandeljne. Vzemite tudi dvakratno vsoto denarja in svojega najmlajšega brata. Stopite k možu. Vsemogočni Bog naj stori, da se vas mož usmili. Izpusti Simeona in Benjamina in dovoli, da se vrneta z vami. Bojim se, da bom izgubil vse svoje otroke. Bratje vzamejo darila, dvakrat toliko denarja in Benjamina. Krenejo proti Egiptu in pridejo pred Jožefa. Oskrbnik, pelji može noter. Zakolji živinče in pripravi obed. Možje bodo namreč jedli z menoj. Bojim se, da nas peljejo tja, kjer bodo planili po nas in nas obdržali za sužnje z osli vred. Tu je vaš brat Simeon. Simeon? Simeon! Pozdravljeni, dragi bratje. Tam je pripravljena voda, da se umijete. Oskrbnik, naj dajo oslom krme. Gospodar, glej, na kolenih ponižno prosimo, sprejmi darila, ki smo jih prinesli s seboj. Hvala. Kako gre vašemu ljudstvu? Slabo, gospodar. Lakota vedno bolj pesti našo deželo. Ja, vem, hudo je, hudo. Še živi oče Jakob, o katerem ste mi pripovedovali? Je zdrav? Tvoj hlapec, naš oče Jakob, še živi in se ima dobro. In tisti, je to vaš najmlajši brat, o katerem ste mi pripovedovali? To je Benjamin, gospodar, naš najmlajši brat. Božja milost naj bo s teboj, moj sin. Tako. Zdaj poznam vse. Prinesite jedi. Vi pa se usedite po starosti, od prvorojenega do najmlajšega. Benjaminu, najmlajšemu, ponudite več jedi z moje mize kot ostalim. No, začnite! Pojdite, odidite vsi. Samo Jakobovi sinovi naj ostanejo pri meni.
Težko. Težko, ja. Hudo mi je. Jaz sem namreč. Jaz sem Jožef, vaš brat. Jožef. Ja. Srečen sem, da je oče še živ. Kaj je? Stopite vendar bliže. Nikar si več ne očitajte, da ste me prodali, kajti Bog me je poslal sem in me postavil za očeta Egipta. 2 leti že lakota stiska deželo in še 5 let lakote nas čaka. Pohitite k našemu očetu Jakobu in mu naznanite. Tako ti sporoča tvoj sin Jožef. Bog me je naredil za gospoda vse egiptovske dežele. Pridi brž k meni, ne odlašaj. In zdaj, dragi moj najmlajši brat, zdaj te bom objel. Zdaj te bom objel. O moj Benjamin. Jožef je solzami v očeh poljubil vse brate. Potem se je z njimi dolgo pomenkoval. Bratje so odšli iz Egipta in prišli v kanaansko deželo k očetu Jakobu. Oče, Jožef še živi. Celo gospodar je nad vsem Egiptom. Motite se, sinovi moji. Tega ne morem verjeti. Kaj pa vozovi, ki jih je Jožef poslal, da te odpeljejo v Egipt? Tudi tega ne verjameš? Naj bo dovolj dokazal. Moj Jožef torej še živi? Res pojdem, da ga vidim, preden umrem. Jakob, Tukaj sem. jaz sem Bog tvojega očeta. Ne boj se oditi v Egipt. Storil bom, da bo tam zrasel iz tebe velik narod. S teboj pojdem v Egipt in te pripeljem spet nazaj. Sinovi posadijo očeta Jakoba, svoje otroke in žene na vozove, ki jih je poslal faraon. S seboj vzamejo živino in premoženje, ki so si ga pridobili v kanaanski deželi. Ko pridejo v Egipt, pošlje Jakob naprej Juda povedati Jožefu, naj mu pride v Gošen naproti. Ko ga zagleda, se ga uklene okrog vratu in se razjoka. Zdaj rad umrem. Saj sem videl tvoje obličje in vem, da si živ.